ravnateljica vrtca Galjevica, ki bo povedala nekaj več o dobrodelnem dogodku, kar prosim zraven mene, to je gospa Barbara Novinec, povedala bo nekaj več o dobrodelnem dogodku, ki je potekal skupaj z njimi in osnovno šolo Oskarja Kovačiča. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Na povabilu župana sem danes tukaj z vami, da delim in primer dobre prakse medsebojnega sodelovanja lokalnega okolja z javnimi ustanovami znotraj Mestne občine Ljubljana v krovnem dogodku skupaj z Moremom, ki je bil organiziran tradicionalno, zdaj že 9. leto zapored na Ljubljanskem rudniku in sicer pred dvorano Krim in na otroškem igrišču vrtca enote Galjevica. Povezovali smo, se pravi, športno-glasbeni dobrodelni dogodek, ki je namenjen zbiranju finančnih sredstev za obogatitvene programe in, se pravi, obisk letovanj, zimovanj, vrtcev in šol v naravi za vse otroke vrtca Galjevica in osnovne šole Oskarja Kovačiča. Tukaj ne pomagamo samo socialno ogroženim družinam, vendar zmanjšujemo stroške za obisk teh programov tudi staršem samim. Hkrati pa s tem dogodkom, ki je izrazito, bom rekla, iniciativno vezan na pobudo starša vrtca, ki ima danes otroke že v osnovni šoli, gospoda Andreja Stariča, ki predano v enem letu organizira dogodek, v katerem sodeluje 95 ljudi, ki podpirajo, se pravi, svojo udeležbo na tem dogodku ali z postavitvijo poligona ali z samo igro, z dobrodelnostjo, se pravi, znotraj donacij. Hkratka, dogodek združuje približno 800 ljudi vsako leto. Lansko leto smo ga organizirali ravno v času po končani koroni in smo obeležili, bom rekla, celo en velik porast, nas je bilo celo 950 letošnje leto. Na ta sobotni dan, ko je to zelo vroče, nas je bilo nekoliko manj. Gre za dogodek, ki je namenjen medgeneracijskemu povezovanju širšega lokalnega okolja. Na ta način v bistvu preživimo skupaj skozi športne poligone približno 1 uro, v katerem sodelujejo vsi od najmlajših do najstarejših, in pa potem približno 1,5 ure z programom dobrodelne košarkaške tekme in pa spremljajočim glasbenim plesnim nastopom otrok in pa vrtca in šole ter gostov, vse do nekako 1 ure, medtem imamo ob zaključku tudi skupno kosilo. Z dogodkom, ki je potekal v letošnjem letu, smo zbrali dobrih 15.000 evrov, trenutno še zbiramo, se pravi, donacije na preko SMS sporočil na številki 1919 z 05. To je z moje strani. Zahvaljujem se tudi županu, prišel je tudi on z nekim krajšim nagovorom, obogatil ta program, nekoliko mu je pri tem pomagal tudi naš imitator, ki ga je mogoče v zavodnem delu nadomestil, ampak župana je tak ni možno nadomestiti, tako da je potem stavi bolj. Hvala tudi vam. Zelo lep dogodek in veseli smo takih dobrodelnih dogodkov. Tako da zdaj vabim župana, da se mi pridruži in nadaljujemo z našimi temami. Dan, jaz sem danes vesel, kot župana profesor Požega, naše Barbare, ravnateljice vrtca Galjevica, in med drugim tudi tako skromna. Oba sta davila preveč skromna. Ona je predsednica ravnateljic Evrope. Vse Evropa ni tako velika, ampak čestitke. Ta dogodek je bil izjemen, predvsem ne treba pogledati ne samo otroka, da tudi staršega, kako veselje. Jaz sem v 12. vroče, ampak vsake naše svojo senco, svojo zabavo šle profesor Požega. Ko je profesor že spoštljivo rekel, da je angel ne moj bil na vdih, kar je dejstvo, je treba samo dodati, da smo bili že pred tem zaprli center mesta za promet in tisto, kar bi moral profesor za sebe vedno omeniti, prenovo mestnega središča smo začeli delati s prenovo javnega prostora. Ko boste šli ven pred zraven Parnice, je ena nagrada, kjer so zbirali dekani, profesori iz 7 univerz arhitekture po Evropi, pa šli so na obisk v Ljubljano, ne samo v Ljubljano, kajti takrat je bilo 346 prijavnih projektov iz 36 držav Evrope in mi smo dobili prvo nagrado, ki je bila ogromna spodbudna. Spomnite se vseh tistih naporov mestnega središča, trgovanja mestnega središča, ko so bili prvič prepričani stanovalci, da oni morajo priti, pa smo potem
naredili, prenovili oziroma naredili 11 novih mostov, ki so zbližali te prihode, kavaljer, ki imamo že 7, ki brezplačno vozi in na koncu tudi garaža po Kongresnem trgu. Predtem je bilo 112 avtomobilov parkiranih na ploščadi, zdaj imamo 720 in po mojem se nihče ne predstavlja, kako bi Ljubljana funkcionirala brez Kongresnega trga. In to je njegovo delo in te prenove prepričava trgovce. Vsej boste videli, da je to kot en tak primer, ker sem bil deležen, Rogaška me prosila, če pridem pred Svečanom na njihovo trgovinico tu čez cesto. In sem rekel, ja, pod enim pogojem, če eno leto strajate, da delate soboto popoldne, pa nedelo dopoldne. No, če jih danes vprašate, bo rekel, da v vikend naredijo več prometa kot v tem, kar je logično, da Ljubljana živi. Tam, ki so bili prej obnovili, pred gostinskimi objekti, in kdo je prvi parkiral, jaz sem tisti, ki je prvi prišel na takrat, so danes mize, stoli in življeni. Tako da, ker je profesor Koželj tako izpostavil, da javno vele ste postavili njega, ker je on za Ljubljano srečen. In tudi razumem, da je s takim napisi, ki bi bilo vprašal, res idejevoljen, tako rečem, ker enostavno prvič dobiti konferenco v Eurocity je izjemno težko. Prej bi rekla, se je nemogoče 1000 prijavljenih, računno 1300, 1400, mi smo dobili 100 kart, ki smo podelili med mestne svetnike, Kolesarsko zvezo, študente, tiste, ki bo bodoče projektirali, ki so izbrali na fakultetah, se nismo to odtikali. In vsi polni hoteli, sobe težko dobiti, kar pomeni, da to tisto, kar je vključeno gospodarstvo. Še enkrat povem, da tisto, kar je zastavljeno mestno občino Ljubljana skupaj tudi v vseh naših dokumentih, mi imamo planirano tretjino uporabe avtomobila, tretjino uporabe javnega prevoza in tretjino več in kolesarstva. Tako da nekako dosegamo te številke razen avtomobilov, ki so nekaj še 40%, ampak glede na tisto, kar je že profesor rekel, da vsak dan stopi 110 avtomobilov v Ljubljano, pri čemer, da toliko dopolnjujem, 90% avtomobilov samo voznik. To smo nekomu samo voznik, in jaz računam, da s tem novim povezavami z hitrimi vlaki, ki jih nujno potrebujemo, bomo prišli do tega cilja. Toliko od tega ljubljanci, Barbara, ful je bilo, jaz sem bil ful navdušen. Avdić je bil boljši župan kot jaz, kar bi bilo zanimivo, smo z dveh koncev ne stopali, tako da na koncu se sam pomudil, da bi to naredil. Tako da res lepo, lep dogodek, zato je pa tudi izpostavljen, ker je starš, ki je začel pred 9 leti organizirati, ki nima več otrok v vrtcu, to nadaljuje. In ko gledate tisto veselje od najmlajših, ki so spalo polne, ker to je pač spanje prvičnega, do tistih, ki so se igrali, ki so vozili, lepega ne moš nič doživeti. Tako da čestitke še enkrat. Še ena taka stvar, ki gre prid temu, kar je bilo govora o avtobusih. Naši vozniki so zmagali državnem prvenstvu po poklicih voznikov v kar 2 kategorijah. Avtobus posamično in avtobus ekipno. In grejo na svetovno prvenstvo, ki bo septembra v Zagrebu. Se pravi, ne samo da vozijo kavaljerje, so zelo prijazni, kako so zmagali. Tisto, kar se mi zdi pomembno, jutri se začne festival Junij v Ljubljani, ki bo trajal 21. junija, s tem, da jutri je ključna točka začetek festivala, začnejo slati osnovnošolci, se pravi devetošolci, ne so še vedno tisti stari časih kot devetošolci, tisti, ki so imeli odlično oceno vsa leta, lani je bilo 927, letos bo brez nas, brez ograj, oni bo sedeli, oni si nadijo program. Moram tudi celo to povedati, da šole med sabo tekmujejo, imamo komisijo v ravnatelju, ki izbira nastopajoče. Ne vem, kaj bo v programu, lani sem bil ful presenečen, ker so v eni sekvenci poleg učencev nastopili tudi mame iz Jaš, imeli so svoje ime, tudi učitelji,
in je bilo res dobro. Tako da jaz bi prišel po 9. direktno s podelitvene dane Gospodarske zbornice. In na tem tednu, če rečemo se čez tem, pa če prej primeru natic tudi Magnifika, dobrodošli, imate veliko za tisto, kar se dogajalo. Četrti zvečer, četrto poldne, tako rečem, bom sprejel gospoda Čefrina, predsednika Evropske nogometne zveze, in gospoda Nasserja, ki nastopa na konferenci Sportov v Stožicah. Računam na res veliko deležbo. No in če so že pri Stožicah, zdaj se vidi, zakaj so se Stožice gradile. Film o naši reprezentanci o zlati medalji v Istanbulu, jaz sem bil na tej tekmi, oziroma na zadnjih 3 tekmah, je nekaj neverjetnega. Ampak spet so mi danes razlagali, tako gospod Nesterovič, kot gospod Derjavc, predsednik, da napodanski del je bil pa še to bolj presrčen, ko so bili šolari in ko sta bila prisotna Gašper Vidmar pa Goran Dragič, so se na te otroci usuli, vseh 5000 je bilo našim reprezentantom po svoje podpise in slikanje. Ampak jaz samo upam, da bo gospod Rastoder, ki zdaj je dal preveriti, kaj treba narediti na delo tudi izgradnjo trgovskega centra in da bo Stožice zaživel vsem svojim sjajem. Četrti zvečer je pa izjemno pomembna dogovora v Cukrani, za Ljubljano podeljujemo župančijo nagrade, nagrado za življenjsko delo in pa za dolgoletno delo. Za življenjsko delo je dobil kipar gospod Matjaž Počevalšek, avtor kar nekaj del v Ljubljani in tudi v Beogradu, spodnike na Kopitarju, potem pa še Saša Pavček, Tijana Zinajič in pa Tomaž Groh. Toliko, izvolite. Izvolite. Mogoče še informacija, s 1. augustom se dokončno seli Zavod s prostorov. Bili smo danes na sestanku z direktorico Zavoda. Prostore bomo s 1. augustom prevzeli. Gospod Birsa projektira prenovo teh prostorov. V tem času smo dogovorili, da lahko delamo statično pregled prostorov in računamo, da bomo letos začeli z prenovo te hiše, ki bo priključena na te hiše, ki v teki sedimo zraven. Hvala lepa. Kar izvolite z vprašanjem. Varna? Izvoli, Varna. Ok, preklažno do roko dvigala Lajna Mir. Zanima me, kar se tiče teh nekih obogatitvenih dejavnosti, to, kar se recimo vaš vrtec na tak način financira. Ena možnost, ki je zdaj po zakonu možna, je tudi ta, da se prek šolskih skladov zbira denar. Se pravi, del dohodnine, da se v šolske sklade zbira. Pa me zanima, če ste vi šole, osnovne šole pa vrtce spodbujali k temu, da te sklade izkoristijo na tak način. Pa tudi zanima me, če je mogoče občina dala pobudo na državo, da se v bistvu ta delež, ki ga lahko namenijo delež donacije, iz 0,3 poveča na 1%, se pravi na ta maksimum. Hvala. Tista prva zadeva, naši ravnatelji si ne potrebujejo spodbude, za vse dobre namene se sami organizirajo. In to je najboljši ta direktni kontakt, ki to teče. Konec koncev, da ne bo kaj narobe, imamo tudi pomembne inštitucije v Ljubljani, Zveza prijateljev mladine, naprimer, ki tudi potrebujejo sredstva, tako da je lepo, kdorkoga se spomni in tudi vse teh aktivnosti. Te pobude kot mesto nismo pisali, da se je spomnil, da bi šlo na maksimum 1%, a ste vi pisali? Še vrde Barbara. Mogoče jaz povem, da sem ravnatelj od gospoda Roke. Dejansko pri spremenjeni zakonodaji smo se vsi vrtci in šole lahko registrirali kot, se pravi, upravičenci do 0,3% dohodnine. Tudi to je bila ena od možnosti, smo pa že predhodno imeli vrtci in tudi nekatere šole ustanovljene fundacije preko iniciativ staršev, tako da te fundacije so se morale še enkrat registrirati v določenem aspektu, tako da mislim, da na nivoju samo ljubljanskih vrtcev so take fundacije 3.
Ustanovitelji so tukaj običajno starši v podpori vrtcev, žal podatka za osnovne šole ta trenutek ne morem dati, vendar zberemo, verjamem, da tudi na tem delu toliko sredstev, da načelno lahko pomagamo vsem tistim, kot je župan rekel, tudi v dodatni pomoči še dodatnih inštitucij, kot so Zveza prijateljev mladine in drugi, ki pomagajo otrokom, ki sicer teh programov morda ne bi bili celoti deležni. Tako da vsi ravnatelji smo bili tudi zaproženci ministrstva obveščeni o tej možnosti, je pa seveda potem to individualno odločitev vsakega ravnatelja za tukaj naprej. Pa bi si želeli, da dvignejo na ta Glede, absolutno je to zaželjena zadeva, gospod zaradi tega, ker je zelo enostaven pristop do tega. Jaz verjamem, da in najbolj pomembno je, da vsi Slovenci nekam damo za svoj denar. Tudi ta osveščenost bi bilo dobrodošlo, je pa seveda to načelno tudi politično odločitev. V tem delu moram reči, da obstoječe fundacije so izgubile pravico do tega in obstoječe fundacije o tem država tudi ni obveščala, ampak smo samo zvedeli, da dejansko nismo dobili sredstev za minulo leto. Tako da v tem delu, ja, nekam denar mora iti in prav je, da razkašeno način, da čim več ljudi dobi čim več. Hvala. Zdaj, glede spet tega kolesarstva, ne noviško mimo, mi sobote delamo spet Maraton Franja. Tu imamo enega po začetniku maratona našega Kofa. BPC je odigral izjemno pomembno vlogo, da te Maraton Franja, tudi Maraton Franja bo zadev City parado tehnično organiziral, kar teče. In pričakujem veliko število udeležencev, praktično vsake prevozi progo je zgodoval same, ne glede na kaj še daljše. Glede na popraševanje o študentskih domovih, govorimo pa zdaj v Margovem semenišču, mi smo naredili razpis za še eno leto do 1. oktobra, upamo, da se bodo študentski domovi javili. Je pa to ena točka, ki se bomo pogovarjali z državo, kateri naš kolegi plus ljudi, ki delajo v kulturi in na šolstvu soglaša, da je to sobivanje med študenti pa med pionijskim domom in slovenskim listom, da je še zelo pomembno in je tako staro. Pogovarjali se bomo o dolgoročnem sodelovanju, zdaj na kak način še zdaj ne vem povedati. Včeraj je bilo v tedniku glede sežigalnice, bila je izjemno korektna predstavitev. Jaz poročam samo zdravstveni zbornici, da ne mislijo, da je kdo od nas, ki vodimo upravo mestne občine, vodim podžupan in župan, pripravljen sam sebe žrtvovati, pa sam sebe ne spraviti v problem zdravja. Najboljša tehnologija ne bojo ne za zakonodajo, ne bojo samo za to, kar dela RCR, nič ne bomo važno, sem tisti, ne bo komercialne dejavnosti in zatrjujem, da bo, kar je potrdil že dr. Agreš iz energetike, tu najboljša tehnologija znana, ki bo zaščitila okolje, ki bo zaščitila zdravje in nobene pomagala, da bomo tudi našim Ljubljančanom, ki so priklopljeni na toplovod, vročevod, omogočili, da vejo, kakšno pravljico čakajo in da ne bomo odvisni od situacije, kot je zdaj vojna v Ukrajini. V naslednjem mesecu bomo pripravili kar pomembno veliko okroglo mizo, ker bomo povabili četrtne skupnosti in vse predstavnike četrtne skupnosti Moste, ker bomo povabili Celene, ki tudi vabimo. Javno sem povedal, da je tudi nadzorni odbor glede kvalitete glede projekta, zdravstveno zbornico in na tej mizi bomo tudi predstavili izkušnje z Evrope. Tako da vse z namenom dobrim, da odklonimo vse tiste nejasnosti. To še enkrat pravi nedorečena zakonodaja glede kontrole, kar se mene tiče naravno nobene, ker mi sami bomo poskrbeli za to, da bomo živeli v zdravem okolju. Kolikor ne želi nobeno šlado, predvsem pa tudi
Izvolite, gospod Morel. Ljubljana je tudi vladno mesto. Imamo en teden novo vlado. Ali ste se slučajno že srečali z predsednikom vlade oziroma kaj načrtujete, kdaj bo prvo srečanje in kakšne bodo nekatere glavne teme, ki jih boste izpostavili? Hvala. Po izvolitvi predsednika vlade, ki je to mojo rezervno podporo, se nisem z njim srečal, se pa govorila po telefonu. Pričakujem to, kar imamo že danes. Ključa spremembe je mir, nasmeh na obrazi ljudi, druženje in jaz bi predvsem dal čas, da začnem delati. Kajti, zdaj so komi prevzeli ministrstva, se mora slediti, oziroma vlada še ni komplementirala, ker zaradi pritožbe, oziroma nekaj, s temu rečem, SDS-a, podrabi še en mesec, da še dodatno ministrstva. Jaz pričakujem zelo dobro odnose. Tako da srečanje v preprostem času nič ne gori. Mi bomo kot doslej vse ministrstvo napisali odprte zadeve, kako smo vsaki vladi pisali. V principu, razen z izjemami, smo delali z dobro 5, sem jih vedno izpostavil že v bivši vladi. Jaz sam to pričakujem, da bo takih ministrstv, ne ministrov ne več, ki bom lahko pozitivno izpostavil. Da ne bom govoril tisti negativni, ker je škoda besed, moče bomo delati več reklame, ki so mi škodljivi za Ljubljano. Ne gre za odnos župan, predsednik vlade, župan, ministri, gre za odnos države do prebivalcev Ljubljane, glavnega mesta, ki so tudi državljani. Danes imamo v tej stavbi skupščino vseh mestnih občin in gospod Rakovec, župan Krajine, predsedujoči te skupščine, sklicuje posrečenje čez 15 minut in na tem srečenju sta javljena tudi ministrica za javno pravo in pa minister za evropska sredstva. Tako da pač ponovili bomo tisto, kar smo že govorili, oziroma tudi po mojem meni ni treba ponavljati, ker gospod Jevšek, dosedanje župan Murske Sobote, je bil tudi predsedujoči te skupščine, član skupščine in vseh teh letih, kar z MOS obstaja, smo bili vsi sklepi, ki smo sprejeli soglasni. Tako da to, kar smo pisali, prejšnji ministru, kaj je treba narediti, bomo enako da to gospode Jevško, pa to moje ne rado pisati. Je še kakšno vprašanje za župana? Prej sva se s kolegom ogledala gradbišče na Iliriji. Sicer vemo, da sem dela šele na začetku, ampak kako ste zadovoljni, gredo po planu, oziroma lahko potem pričakujemo v začetku leta 2024, da prvi skočite v bazen ali kako? Ne bom tega obljubljal, ko ste rekla, da moram imeti še neko desko za skakati v bazen, da moja lepo treba še ponoviti, ampak da v začetku 24 pričakujemo otvoritev, da dela teče po planu, makropred svoja dela izjemno dobro izvaja. Mi smo začeli obveščati vse voznike, ker je Egelska cesta zdaj v bistvu pravi zaprta, 2 pasova in to bo trajalo kar nekaj časa. Tako da to že usmerjamo pri drugih pristopih Celovške ceste, oziroma Dunajske ceste, da se tako vozniki pravočasno zberijo na drugo cesto, da niso gneči. Izkopi tečejo, jaz se sam veselim, ko bo začela se prve betonaže v garaže na tem bazenu. Projekt je sam izjemno lep, vsebinsko pa enkrat. Zdaj, berem tudi to, da zdaj uničujemo Tivoli, zakaj delamo bazen nov, ker prej je bilo lepo, ko so se kopali v letnem bazenu, ki je že vika potočij, postavila temeljni kamen. Ampak je to spomnila druga stvar. Leta 2006, tu prisotna so 2, iz tega, ki so bila podpisana, smo mi izpostavili 22 ključnih projektov, ki jih bomo naredili že v prvem mandatu, z datumom. Eno teh je bilo Ilirija. In 2006 na projekt
pokrito olimpijskega bazena, ni bilo nobene pripombe, nobene arhitekta, nobene član društva, kaj zdaj nekega moti, kaj jih moti, na koncu Ljubljani odločajo, ampak to je samo polovica projekta, pokrito olimpijski bazen, ki je zunanji. Druga polovica bo pa za suhe športe in mi bomo dokončno tudi s tem projektom omogočili še več prostora, še več infrastrukture. Že danes Ljubljana daje športnim društvom po razpisu 280.000 ur brezplačne vadbe. Poudarjam, 280.000 ur brezplačne vadbe in ob tem plačujemo tudi 220 trenerjev za mlade selekcije. Pričemer to letno nivo znese 14 milijonov, se pravi brez investicij. In to je ta prispevek, ki je ogromno, ne boste najbolj primerjali, tudi če gledate kjerkoli, ne boste najbolj primerjali. Vi morate vedeti, če vzamem konkretno Cedevit Olimpijo. Ona je za gradsko sezono imela 2000 ur. In 2000 ur je porabila za vse svoje selekcije. In paste zgodbo, pred 2000 urah, ki jih je dobila brezplačno, so imeli turnir, ki so ga posebej organizirali, ki ni bilo v tej kvoti razpisan, ki jo imamo za ljubljanski šport. Plačala je za ta dan dodatnih 3000 evrov. Za turnir, ki je trajal dan. Zato pravim, da glede tega sem mi popolno mirni, gde smo dokončali gradbeno skatepark in BMX v Stožice. Razpis se bo začel, kdo bo uporabnik tega. Zdaj, imeli smo tudi sestanek, sem prisoten nekaj časa, ko se pogovarjamo o premi, o tem ne vem nič, od BMX-ke podvrača, koliko visoko ne skočati. Predvsem pa vem, da so zbrali arhitekta iz Holandije, ki so kvalitetni skateparki. Osnovna zahteva je varnost. Tako da bom tudi pokrit skatepark, tu veste, koliko je bilo problema, urban roof, pa skater iz Roga, tako da bom dobro. Tako da pri tega smo po mojem prvaki v Evropi, to je moje mnenje. Če sem odgovoril za njega, je bilo to vprašanje. Še eno vprašanje. Omenili ste, da bo zapora Blajbajsove še nekaj časa trajala. Prejšnji teden ste rekli 14 dni. Se je kaj spremenilo? Ajde, Matic, boš ti odgovoril, da je traja Blajbajsova, da ni zapora trajala. Trenutno je, da bo zapora do 15. junija. Ja, potem še enkrat, ker morate vedeti, da je v bistvu predstavitev prologa, in druga stvar, kar je, zdaj bo tudi profesor, če jaz dobro vem, bo ta prehod iz garaže, veze, da bo odhod, ki že obstaja pri Narodni galeriji, se pravi, da v bistvu ne bo nekdo, ki stanuje na Županščini, da se zgrba ali pa Štefanovi ulici, lahko imel uporabo garaže, in bo tam pustil avto, tako da po mojem, ko bomo to rekli, bomo iskali, spet povladujo tam, kjer profesor čel, povečanje prostora za kolesarje pešce. Se pravi, bojo potem še kakšna zapora tudi še v prihodnje, tako da vemo, da te informacije. Kot jaz vem, mi smo se zmenili pod posebnim pogoji, da delo cele dneve, da bo zapora 2 meseca celoti. Pravčasno. Hvala. Še kaj? Vanja, izvoli. Ste mogoče že izbrali oziroma izvedli pogajanja za presedek v osnovni šoli Sostro? Ne še, ampak to bo šlo v kratkem, tako da namen je, da se začne graditi prizidek 1. julija, se potem konča praktično ta glavno grob dela z začetkom šolskega leta. Smo po včeraj zbrali, to še profesor Debir, smo zbrali izvajalca za 3 mostove na Malem Grabnu in Gledačici,
da tudi to smo dali. Tam smo so investitorji skupaj z državo. Ne? Kdo je izvajalec, pa kakšna je cifra? Vse sem jaz kriv za vse, ne? Dakle, da sem jaz kriv, da brez davke cifra 3.950, začetno je bila 5.200, je pa konzorcij Hidrotehnik, CGP, LUS. Evo, vse informacije zdaj imate. Imate še kaj? Če je 3.960, bi navžal ne da brez davka. Ampak 4.0. 5.6 ne bi bilo pa čisto. Še kakšno vprašanje? Ni. Hvala, ker ste danes prišli. Vita. Ja, samo pridem boste odšli, zapustili to hišo in preden se boste ustavili pri vitrinah pogledati naše nagrade, da zavijete še v zgodovinski atri, kjer imamo razstavo od najstarejšega kolesa do vrha kolesarskega sveta. Tam so tudi lovorike Tadeja Pogačarja, recimo njegovo zmagovalno kolo in pa trofeje iz Tura, tako da se splača pogledati, seveda pa je zanimiv tudi ta zgodovinski pregled, ki daje pomemben pečat Ljubljane kot kolesarskemu mestu. Evo, še to. Hvala vam za danes.